Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V času, ko vstopamo v poletje, v nekaj dneh pa se bodo zaprla tudi šolska vrata tako za osnovnošolce kot dijake. Za nekatere bolj, za druge manj uspešno. Ta teden bo potekalo v mestu in občini nasploh nekaj odmevnih prireditev. Nekaj dogodkov iz tega in preteklega tedna pa smo uvrstili tudi v redno tedensko informativno oddajo. Prijazno vabljeni k ogledu. O 23-letnici nove države, o bujanju spominov in zavzetju vojaškega skladišča na Zgornji Ložnici z Miranom Krušičem, takratnim komandirjem protidiverzantske čete. Zaključka projekta Ritoznojčan, perspektivno blagovno znamko, pomembno za povezovanje vinogradništva in turizma nasploh. V mestnem parku prireditev Bistriški tabor ob 180-letnici rojstva dr. Josipa Vošnjaka. Bistriški župan dr. Ivan Žagar podelil najboljšim dijakom in osnovnošolcem ter učencem glasbene šole priznanja petice za odličnost. Bistriška glasbena skupina Je Bela cesta praznovala 18 let delovanja in polnoletnosti. Občina Slovenska Bistrica družbi Impol in Quadrofoil podpisale pismo o nameri oziroma sodelovanju v izdelavi ekoloških plovil. Društvo invalidov Črešnjevec pripravilo srečanje društev in zavodov, ki so neposredno vpeti v delo oseb s posebnimi potrebami. Nepridipravi ciljali tokrat na železne konjičke, tarče pa so bile tudi stanovanjske hiše. Bojan Fajs tudi v naslednjih 4 letih na čelu Športne zveze Slovenska Bistrica. Občanke in občani Slovenske Bistrice. 23 let je že od operacije Ložnica. 27. junija leta 1991 je četa za protispecialno delovanje pod taktirko Mirana Krušiča posedla položaje okoli tega objekta. In 2. julija je ta objekt tudi uradno zasedla, ki je prišel v slovenske vrste. Vsekakor pa več o dogodkih izpred 23 let komandir čete za protispecialno delovanje občine Slovenska Bistrica Miran Krušič. 23 let je minilo, ko smo se nekako tukaj družili, zbrali na tisti operaciji Ložnica, vodi se tele četo proti specialno delovanje, 86 vojakov je bilo v njih, ti si bil dejansko zadolžen, da fantje posedejo po teh okoli objekta in nekako čim krajše tudi ta objekt zavzamejo. Če se vrnemo kar na tisto našo prvo zbirno točko, torej 24. junija smo bili, torej se zbrali na Tinju, nekako tisto predvečerje državnega praznika, ki smo ga potem tudi proslavili, kako si dejansko kot komandir takrat pravzaprav videl to četo in kako si začenjal pravzaprav to operacijo Ložnica. Ja, res je, čas je zelo hitro minil, to je 23 let, ki ne morem verjeti, da je to tako hitro minilo. Spomnim se stvari, ki smo se dogovarjali z našim poveljnikom Streharjem. Spomnim se tudi tistega dne, da smo dobili ukaz, ki smo si mogli pristaviti v širšo blokado Ložnice, ki je bila nad našim objektom, potem pa v ožjo blokado. Jaz sem pač imel tole možnost pri gospodu Topolčniku imeti svojo postojanko, da tako rečem, in iz te postojanke smo tudi začeli pozivati te naše vojake, ki so bili v objektu. Poglej, če kar opišemo tisto, kako je pravzaprav bil tisti odziv do tistih upozorilnih strelov, pa do tiste prve akcije. Ja, ko smo prišli do ožje blokade, sem prvo jaz, ko smo šli iz širše blokade, si premislil in nisem spoštoval tiste naloge in tistega povelja, ki sem ga dobil od strani nadrejenih in sem pač vzel stvar v svoje roke in tako sem preklical tisto prvotno komando in začel pozivati, ker prvotna komanda je bila, da so en oddelek bil na tovornjaku in da bi naj tisti tovornjak se zaletel v ta objekt, v vrata in jih razbil in potem bi se to dogajalo še več kaj slabšega, kot se je zgodilo. Tako da mi smo jih začeli pozivati in tudi prvi strel je bil v zrak, da smo jih opozorili, s tem smo jim dali vedeti, da smo mi v ožji blokadi. 27. junij se je pravzaprav, to je bil četrtek popoldan, se spomnim, vse skupaj tudi nekako začelo in že kar tisti prva uvodna noč, ko je močno deževalo, je prinesla tudi že prvo žrtev v objektu. Res je, žal je pač dogodek bil takšen, da
je prvo noč bil stresen in tisti pravi, ker ko smo prišli, je bilo sonce, lepo vreme, potem pa naenkrat deževno, bliskat, grmelo, kot da bi film snemali. In žal takrat, ko so oni videli, da smo mi prišli, so se ustrašili in so potrojili stražo, s tem, da se niso ti fantje nič vzeli za na stražo, ampak so šli kar brez vsega in potem so jim nosili, koliko so pol pripovedovali, stvari in med tistim časom, ko so on nosili, so se ustrašili, so mislili, da smo že mi noter. In tam se je zgodil ta neljubi dogodek, da je bil eden mrtev in eden ranjen. Bil je to vsekakor tudi Slovenec, torej po narodnosti. Žal, pol tem smo to zvedeli, da je to bil naš Špelko iz Novega mesta. Naslednji dan torej že tista prva predaja nekaterih vojakov, ki so nekako kar čez tole ograjo preskočili in se torej prišli tudi naš štab, kot si imenoval, ki smo ga imeli tukaj pri Topolčnikovi. Ja, potem, ko so videli, da ni vrag vzel šale, da smo mi res tisti resni, da nismo teritorialci z teniskami, tako so nas obremenovali, mi smo pač bili pripravljeni res specialno, tako da smo pozivali vojake in jim dali možnost, da se predajo. To je bilo vsak dan, so se nekaj predali, to se pravi, bili so iz Kosova, tisti so bili, mislim, da najbolj vztrajni, da so dve ograji preskočili in prišli ven, tako da so pokazali tudi ostalim, da je boljše, da se predajo in da končamo brez žrtev še ostalih, ki so ostali noter. Vodnik Mesimi, ki je takrat poveljeval tukaj na Ložnici, pa je nekako še tisto glavnino držal v samem objektu. Imeli pa smo tudi to srečo takrat, verjetno, da se je predal tudi tisti vojak, ki so ga nekako imenovali kolegi za Rambota in je potem tudi on pomagal nekako, da so se tudi ostali vojaki predali. Res je. Moram reči, da bil je bombni napad, napovedan bombni napad, takrat smo se mogli odstraniti in zapustiti položaje, s tem, da smo se po njih parih urah vrnili. Medtem je tudi bil tale vojak zunaj in se predal nam in nam pomagal potem, da je prepričal tudi tega poveljnika Messinija, da je tudi on odložil orožje, čeprav, ko smo ga mi pozvali, da se preda, je prišel na pogovore in tudi na tem mestu, ko zdaj stojimo, smo šla en proti drugem, tako da je bilo kar, bi rekel, kot kabojci smo šli en proti drugem, ampak na koncu se je ugotovilo, da ni izpolnil svojega tistega, da pač odda svoje orožje in municijo, ampak je imel orožje in municijo pri sebi. In potem tisti dogodek, 2. julij, nekako, ko se je pravzaprav ta stvar tudi nekako zaključila z tistim srečnim koncem, da ni prišlo do žrtev ni na naši strani, razen tiste, ki je bila na nasprotnikovi strani. 2. julij, kako si doživel potem tisto, ko je objekt nekako bil v naši zasedbi, torej, da so se tisti jugoslovanski vojaki še takrat predali v naše roke? Moram reči, da sem bil zelo srečen, da je vsaj na naši strani ostalo brez praskice, tako rečem, in da smo to dobili v svoje roke in da smo začeli lahko iz skladišča voziti orožje in municijo, s tem pa, da zdaj po 23 letih lahko rečemo, da določene stvari tudi niso bile narejene tako, kot bi mogle, da če bi prepustili nam, ki smo bili za to zadolženi, mogoče bi bilo to malo bolj pregledno in transparentno. Žal se je potem videlo, da so nekateri tudi izkoriščali to našo nepripravljenost in odtujili določeni del municije in orožja. Tole bi te vprašal, kje si pravzaprav našel tisti motiv, nekako, da si teh 86 vojakov, ko sem rekel, nas je bilo, nekako motiviral, jih naredil vedno tiste razpoložene, pripravljene za akcije in v kočljivih situacijah mirne. Kje ti tista motivacija, da si znal tako dobro vplivati na te svoje fante? Ja, vesel sem, da je to tako izpadlo, ker Jože, ti si bil z nami, ti veš, da smo dolgo leta se kalili, če tako rečem, da smo res imeli en taki prijateljski in tovariški odnos, da ni bilo tisto, da pač jaz sem poveljnik, dobro, ko se treba iti v akcijo, se ve, kdo je kje, ampak drugače smo bili pa kot eden. Vsekakor pa beseda dve tudi v okolici Ložnice, pa na drugih položajih so bili tudi naši drugi, torej slovenski vojaki, ki so tudi pooperirali na tale objekti in sodelovali v operaciji Ložnica, tudi oni so odigrali sila pomembno vlogo. Seveda, brez njih mi ne bi mogli tega narediti, kaj smo, ker zadnji za nami je bila baterija Impolska, okrog nas je bil bataljon Impolski z poveljnikom Ferkom, tako da so nam pomagali, če smo kaj rabili.
in skupnimi močmi smo lahko to napravili. Sami sigurno ne bi mogli. Ti morda lahko drugi, kdo napiše knjigo in ti govori o operaciji Ložnica, ali jo si sedaj izpisal in nekako pišeš lahko samo ti in tvoji kolegi, ki so bili tukaj? Jaz mislim, da je to zadnjo, da mi in tisti kolegi, ki so bili z mano, lahko pišemo to in se pogovarjamo tudi o Ložnici, ne pa tisti, ki niso bili tukaj. Še beseda dve torej o tem, torej Ložničani, takrat tole sokrajani in domačini so v tem primeru odigrali tudi vidno vlogo. Zaupali so nam svoje hiše, svoje imetje, ki so ga imeli in nekako s temu prispevali, da je ta operacija Ložnica tudi tako dobro uspela. Res je, če ne bi bilo domačinov tako dobrih, kot so bili in nam nudili vso, od telefonije do kopanja in vsega, kar so nam lahko ponudili, mi tudi tega ne bi mogli napraviti, ker oni so nam res dali na razpolago cele hiše, tako da ni bilo nobenih ovir. In še enkrat, po 23 letih se jim zahvaljujem, čeprav škoda, da nismo to malo obeležili, tako smo se mi tudi pogovarjali, da bi vse skupaj povabili, ampak jaz jih pa istočasno zdaj vabim na Ložnico, ki bo 5.7., da se pridružijo na naši proslavi in 4.7. na druženju na igrišču Zgornja Ložnica, kjer bomo imeli nogomet in pa šah. Morda tako neče tole, vse tale enota, torej teh 86 vojakov, nekaterih žal ni več med nami, torej niso več živi, dobiva, imate torej malo kakšna srečanja, ali je tudi v prihodnje možno, da se pač bo to srečanje tudi z naše strani tistih vojakov, ki smo nekako bili ozko opredeljeni v tem objektu, tudi dobivali? Mi po vojni, Jože, ti veš, da smo se dobivali vsako leto, potem pa je pač prišlo malo do premika in pozabe določenih stvari. Zdaj pa mislim, da lani smo se dobili in da mislim, da bomo letos spet, da bomo to nadaljevali, to tradicijo in da se naša enota dobiva vsako leto. Še tvoje čestitke torej ob prazniku 25. juniju občankam in občanom Slovenske Bistrice, lokalne televizije? Seveda, jaz jim želim dosti zdravja in pa čim več, da jih pride na Ložnico. V rubriki Lokalne novice objavljamo pestro paleto dogodkov, ki smo jih zabeležili v domači občini. V četrtek 12. junija sta Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica in zadruga Konzorcij Ritoznojčan pripravila prireditev ob zaključku projekta Ritoznojčan – Vino moje mladosti. Tako bomo danes pravzaprav predstavili prvo steklenico vina Ritoznojčan, ki je nastala pod okriljem tega projekta in pod okriljem konzorcija Ritoznojčan. V konzorciji, kot smo že slišali, nas je včlanjenih 12 vinogradnikov. Imamo pa jasen skupen cilj. Dolgoročno, višjo in prepoznavno kakovost vina Ritoznojčan. Povečanje tržnega deleža prodaje vina tako doma kot v tujini. Enotna cenovna politika, skupen in enoten marketinški nastop in ustvarjanje Slovenske Bistrice kot vinsko-turistične destinacije. Naredili smo premik in velik odmik od slovenskih standardnih vzorcev in želimo postaviti zgodbo z evropsko dimenzijo in filozofijo. Trudimo se in vemo, da imamo skupen cilj. Ponosni smo na tradicijo in vemo, da imamo prihodnost. Meni je tudi zelo žal, da je nekje vmes Ritoznojčan zašel iz polic, ker vemo enkrat, ko je neka blagovna znamka oblikovana, je potem tudi toliko težje spraviti nazaj v življenje, ampak zdaj smo tu, povezanih je 12 vinogradnikov, tako da Ric se bo tudi v prihodnje nekako trudil zagotavljati tehnično podporo in pomoč. Rekli smo, da bomo tradicionalno vino Ritoznojčan ohranili, da bomo oblikovali celostno podobo izdelka, zagotavljali prepoznavnost območja, potem obogatili turistično ponudbo, povezali vinogradnike in pa potem imeli tudi večjo možnost uspešnega trženja. Tako da zdaj v bistvu prva faza je zaključena. Ta obuditev na nek način blagovne znamke in zaščita blagovne znamke Ritoznojčana pomeni sigurno en korak naprej, kar zadeva trženja. Kar je zelo pomembno in zelo spodbudno je, da se vzpostavlja sodelovanje. Temu nismo ravno vedno priča, ne v naših okoljih, pa tudi še kje drugje, ne. Jaz upam, in da se bo to sodelovanje samo nagradilo, ker samo na tak način je seveda biti
pa je mogoče biti uspešen in da se bo torej to sodelovanje seveda pa še dodatno razširilo tudi na druga področja. Osnovni cilj projekta je ohranitev tradicionalnega vina Ritoznojčan, obogatitev turistične ponudbe v okviru Podpohorske vinsko-turistične ceste, povezovanje vinogradnikov in večja možnost uspešnega trženja vina in krajine. Projekt lahko dolgoročno prispeva k ohranjanju in povečevanju dohodkov na vinogradniških kmetijah ter k ohranjanju delovnih mest in novim zmožnostim zaposlitve. Na prireditvi so predstavili vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Ritoznojčan PTP, ki bo svojo zaščito, tradicijo z odlično kakovostjo, pa tudi s hudomušnim imenom odslej pisalo novo zgodbo. Predstavili so se tudi ponudniki oziroma pridelovalci, vključeni v zadrugo Konzorcij Ritoznojčan. V kulturnem delu programa so nastopili vaberški fantje iz Kovače vasi ter etnološka skupina Ložniške ufarice. Po hribčkih je nasajena, lepo je razpeljana, od kmetiča obdelana, od sonca obsijana, od kmetiča obdelana, od sonca obsijana. V petek 13. junija je Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v prostorih gradu Bistrica pripravil tiskovno konferenco, na kateri sta direktorica zavoda Herta Žagar in zborovodja Marjan Krajnc predstavila aktivnosti v zvezi z organizacijo prireditve Bistriški tabor, ki bo potekala v petek 20. junija v Slovenjebistriškem mestnem parku. Gre za dogodek, ki ga imenujemo tabor, v bistvu za pevski tabor, več o njem bo povedal gospod Marjan Krajnc, ki smo ga povabili k sodelovanju in je tisti, ki se je ukvarjal z podrobno organizacijo in izvedbo same prireditve, ki je dal tudi svojo težo in jo vključil v ta vsebinski ambient. Vožnjakovo leto kulture si zamišljamo kot osrednji dogodek daljšega časovnega obdobja, saj je nekako en trenutek v slovenskem času in prostoru trenutnom, ko se nam zdi pomembno in vredno, da spet prebujamo slovensko narodno zavest. Doktor Vošnjak je namreč bil ravno takšna osebnost, ravno tista osebnost, ki je na tem področju v 19. stoletju naredil največ. Torej, dogodek Bistriški tabor bo organiziran 20. junija v petek ob 18. uri. To gre za večji organizacijski zalogaj, kjer smo povabili k sodelovanju prireditev, smo prijavili seveda, tako kot se vse javne prireditve prijavljajo, tudi občinske službe, ki so odgovorne za organizacijo take prireditve, se povezali tudi z varnostjo in pa z redarsko službo v občini, vse z namenom, da ljudi pričakujemo namreč lep obisk, da za ljudi pripravimo dogodek, ki bo imel svojo težo in ki bo izpeljan na kulturnem nivoju. Spremljevalne prireditve tega dogodka so pripravljene in narejene na temo obujanje med drugim tudi obrti na Bistriškem v 19. stoletju, kjer bodo v Bistriškem parku pripravljene stojnice, na katerih se bo dogajalo marsikaj, mogoče bi potem kasneje v nadaljevanju povedala o tem, kaj več. Pripričana tudi sem, da obisk zagotovo bo, seveda pa bo pogojen z vremenom, ki nam pač vedno v takih primerih je ključna zadeva. Na plakatih smo objavili, da bo tabor v vsakem vremenu, kar pomeni v lepem vremenu absolutno v parku. Če se pa vreme res po nesreči, pa potem imamo dogovorjeno rezervno lokacijo, to pa je telovadnica srednje šole v Slovenski Bistrici. Jaz sem si pač prireditev zamislil tako, da sem pri tem upošteval, oziroma se trudil upoštevati vse tisto, pač, kar se je takrat dogajalo. Seveda so tabori bili politične prireditve, na katerih so Slovenci v tedanji Habsburški monarhiji pač zahtevali svoje pravice in k sodelovanju sem pač povabil predvsem pevske zbore,
tukaj gre za vse 4 mešane pevske zbore, ki sodelujoče v občini Slovenska Bistrica oziroma v nekdanji občini Slovenska Bistrica. Potem sodelovali bosta tudi 2 pihalni godbe, in sicer godba iz Spodnje Polskave ter Poljčanska godba. Sodelovali bojo pa tudi nekatere komorne skupine, kot so skupina Vivare, Oktet Tinje, kot edini moški zbor, pa se bo tukaj predstavil moški zbor iz Tinja. Vedeti moramo, da v tistem času so bili v Sloveniji pravzaprav vodilni moški pevski zbori, ampak danes smo pač na tej prireditvi bomo vključili torej mešane pevske zbore, nekaterih tudi sloni pravzaprav cela prireditev. Razen tega bodo sodelovali na tej prireditvi, bo sodelovala tudi folklorna skupina iz Kut Lojze Aužner iz Gornje Ložnice in pa etnološka skupina Ložniške Ufrce. To je mogoče pač zanimivo. Mi vemo, da Josip Vošnek je tam tudi pač pokopan in prav je, da iz tega kraja pač pridejo tudi izvajalci. Slavnostni govornik bo dr. Ferdinand Šerbel, kustos Narodne galerije. Tako da to bo ena taka zaokrožena prireditev, ki bo skušala imitirati pač obliko in formo takratnih taborov na Slovenskem. Avtor scenarija celotne prireditve je glasbeni pedagog in zborovodja Marjan Krajnc. Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je v petek 13. junija v Viteški dvorani Bistriškega gradu učencem osnovnih šol v občini, dijakom Srednje šole Slovenska Bistrica in učencem Glasbene šole Slovenska Bistrica podelil priznanja Županova petica. Priznanje je prejelo 85 učencev, 51 osnovnošolcev, 26 srednješolcev in 8 učencev glasbene šole. Letošnja prireditev je bila že 24. zapored. Županova petica je priznanje, ki ga podelijo učencem osnovnih šol ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja, učencem Srednje šole Slovenska Bistrica po zaključnem letniku in učencem Glasbene šole Slovenska Bistrica ob zaključku osnovnega glasbenega izobraževanja. V kulturnem programu prireditve so nastopili učenci Glasbene šole Slovenska Bistrica. V Slovenjebistriškem mladinskem centru Na placu je domača glasbena skupina Jebela cesta v soboto 14. junija praznovala svojo polnoletnost, 18 let delovanja na domači glasbeni sceni. V skoraj 2 desetletjih se je zasedba večkrat menjala, ostalo je nekaj zvestih ustanoviteljev. Člani skupine so prihajali in odhajali, kar pa ni bistveno okrnilo kakovosti zasedbe. Na prireditvi so igrali priredbe ter avtorsko glasbo, povabili pa so tudi nekdanje člane skupine, kar je še bolj poudarilo nostalgijo generacije, ki ni izgubila poguma in moči po ustvarjanju glasbe za vse okuse. Pa jim prisluhnimo.
in nasmeh zmaga. Novo stanje, totalno zdanje. In kako naprej, kaj mi stene me. Ti se raje smej. Daj poišči me še kdaj, kot sprati ti legna tvoja vroča kri. Poišči me, ko sam iskal bom svojo izgubljeno dušo, nekje med straniščnimi ploščicami školjkovje. Daj poišči me še kdaj, kot sprati ti legna tvoja vroča kri. Poišči me, ko sam iskal bom svojo izgubljeno dušo, nekje med straniščnimi ploščicami školjkovje. Takrat poišči me spet. Bodi fancaj, poišči me spet. Bravo, prva vrsta. Druga. Poskušali z svojimi aktivnostmi. V torek 17. junija je župan občine Slovenska Bistrica v predporočni dvorani gradu Bistrica sklical tiskovno konferenco o aktivnostih, ki potekajo na realizaciji projekta Quadrofoil. Na tiskovni konferenci so sodelovali župan dr. Ivan Žagar, predsednik uprave družbe Impol 2000 Jernej Čokl in direktor družbe Quadrofoil Marjan Rožman, ki je uvodoma spregovoril o projektu oziroma plovilu. Koncept je bil popolnoma lasten, ideja je nastajala iz vidika odgovora na recesijske čase, ki so se pojavili, v katerem ljudje iščejo proizvode in produkte, ki so sprejemljivi za to okolje, predvsem z cenovnega vidika, na drugi strani vedno večja osveščenost ekološke uporabe vozil in ne nazadnje manjšega onesnaževanja okolja in z hrupom in z vsemi ostalimi emisijami. V samem konceptu že je bila postavljena zasnova in zahteva, da mora biti to naše plovilo izredno energetsko učinkovito in naš cilj je bil na nek način s tem, ko smo dosegli, da pravzaprav lahko uporabimo to plovilo z 1 evrom na uro in se vozimo 1 euro. Trenutno nimate plovila na svetu, ne plovila, tudi vozila ne, ki bi bilo v stanju zagotavljati podobne pogoje. Iz naše vizije izhaja poslanstvo družbe, želimo zagotoviti tržno zanimivo plovilo s podvodnimi krili, ki bo omogočalo varnejšo uporabo. Uporabo predvsem na jezerih, ekoconah, rekah in morjih, predvsem je tu poudarek na prvih, bom rekel, lokacijah iz vidika tega, ker so to področje, kjer se danes ne morejo tovrstna plovila uporabljati zaradi hrupa, zaradi onesnaževanja vode z plini. In je nazadnje tudi zaradi regulative, ki je predvidela, da so vsa plovila, ki dejansko plujejo z višjo hitrostjo kot 10 km, pravzaprav neprimerna za to vrstno dejavnost na teh področjih. Manjši izpust ogljikovega dioksida smo dosegli predvsem zatem, da smo v uporabo vključili električni motor. Ta motor si lahko predstavljate, da ni kaj dosti večji kot tega motorja, ki ga imate doma v sesalcu. Če pogledamo z vidika, kaj uspemo za to energijo iz tega majhnega motorja dobiti, je skoraj neverjetno, da se za takšnim motorjem lahko peljete danes 30 do 40 km na uro. To je pa prednost te inovativnega razmišljanja, kako zmanjšati upore na vodi in na kakšen način dejansko doseči to zmanjšanje, ki je trajno v smislu tega, da ko se enkrat začne vožnja in se plovilo dvigne pri 12 km iz vode, potem plujete praktično z minimalnim uporom. Električni motor kot tak nam zagotavlja skoraj neslišno delovanje, na drugi strani pa je ravno tudi zaradi električnega motorja poceni uporaba, sama uporaba danes stane
za vožnjo 1 ure približno manj kot 1 evro. Vzdrževanje je pa približno isto kot pri vsakem drugem motorju, če ga ustrezno, bom rekel, čuvamo in pazimo, potem pravzaprav električne motorje se skoraj da, dokler ne odpove, pravzaprav lahko deluje brez vsakih ovir. Seveda nam je bil pa pri tem še vedno glavni cilj, da ohranimo tisto, zaradi česar ljudje kupujejo tovrstna plovila, in to je na nek način zagotavljamo adrenalinske užitke ljudem, ki so na vodi, ki čutijo šumenje morja v tem ali vode, ki je ob sami vožnji prisotna. In pa seveda en inovativen pristop k vožnji, ki je pa plod našega patenta. Gre za to, da smo prvič uspeli prenesti enostavnost in okretnost uporabe avtomobilske vožnje na plovila na vodi. Družba Quadrofoil je v zaključni fazi razvoja globalne medijske kampanje za promocijo plovila in pričetek zbiranja prednaročil. Gre za plovilo za 2 osebi, ki predstavlja evolucijo na področju razvoja plovil, namenjenih za osebno uporabo. Plovilo je energetsko izredno učinkovito, saj porabi za 1 uro vožnje manj kot za 1 evro električne energije. Po temeljiti raziskavi vseh okoliščin poslovanja in iskanja primerne lokacije je bila sprejeta odločitev, da bo proizvodnja postavljena v občini Slovenska Bistrica in se bo začela leta 2015. V okviru redne proizvodnje je predvidenih tudi med 100 in 190 novih delovnih mest, različnih profilov. Načrtovana proizvodnja po zagonu se ocenjuje na cirka 1000 plovil mesečno. Osnovna oziroma začetna cena plovila bo cirka 15 000 evrov. Proizvod bo plasiran na globalni svetovni trg. Po tiskovni konferenci so župan dr. Ivan Žagar, predsednik uprave družbe Impol 2000 Jernej Čokl in direktor družbe Quadrofoil Marjan Rožman podpisali tripartitno pismo o nameri o dolgoročnem sodelovanju na področju projekta Quadrofoil. To je tudi na eni strani interes Impola, ker to je tudi dobra promocija za Impolove izdelke kot take. Na drugi strani pa seveda bo pripomoglo tudi k temu, da bo lahko to plovilo izdelovano v veliko večjih serijah, kot pa bi bilo, če bi bilo izdelovano samo iz plastike. Trenutno razvijamo to krilo, ki pravzaprav nosi cel ta čoln v zraku, da lebdi v zraku na vodi. In seveda to je glavni del tega plovila. Mislim, da bo v kratkem ta del razvit in nadaljevali bomo potem z celotnim gornjim ustrojem, s pločevino. Tako da mislimo, da bomo v kakem letu celo zadevo razvili tako daleč, da bomo lahko rekli, to plovilo je pa sedaj narejeno v celoti iz aluminija. Seveda, aluminij ima določene prednosti, je celo malo trdnejši, kot pa je recimo ta plastika in seveda za določene stvari tudi uporabnejši. Poleg tega je pa lahek, podobno. Ugotavljali smo celo, da bi lahko bila teža nekoliko nižja, kot je pa pri tej plastiki, enih 40-50 kg nižja, kot pa je recimo tak plastični izdelek. Tako da Impol se bo v tem smislu trudil. Skupno smo tudi prijavili tako nekako razvojno nalogo preko tega preko IOTA, to je inovativne odprte tehnologije. To je projekt, ki teče med občinami in industrijo, vodi ga Mariborska fakulteta in preko tega projekta bi se naj pridobila tudi potem določena evropska sredstva za razvoj takih inovativnih izdelkov. Zdaj, kar zadeva vloge občine, jaz jo vidim seveda v dveh vidikih. Na eni strani gre za to, da bomo poskušali za svojimi aktivnosti, in to že tudi kar nekaj časa poteka, zagotoviti torej prostorske možnosti za umestitev proizvodnje, ampak to je vse odvisno od tega, kako in kje se bodo te stvari odvijale in v kakšnem obsegu. No, na drugi strani pa gre seveda tudi za to vlogo občine, ki je že bila omenjena, pa bom pa rekel v tem primeru pa tudi za moje osebno angažiranje
Namreč občina je tudi podpisnik pisma o nameri v sodelovanju z torej projektom odprtih tehnologij, kot je že omenil direktor uprave oziroma predsednik uprave Impola. Kar zadeva pa seveda mojega osebnega angažmaja, pa povezan s tem, da vi veste, da Slovenija v tem trenutku seveda pogaja te ključne programske dokumente za naslednje finančno obdobje in mi skozi, torej, sam pa seveda vodim pač vse vzhodne kohezijske regije in tam potekajo prizadevanja, da bi se ta in to vrstni projekti dejansko vključili v ta program. Torej nadaljevanje, to, kar je zdaj narejeno, je že narejeno, ampak seveda ta razvoj, kot smo slišali, bo nenehno potreben poteka, vsak uspešen projekt točno to rabi. No in tam grejo točno v tej smeri ta prizadevanja, ker je to tudi projekt, ki je pravzaprav projekt, ki ga ne samo Slovenija potrebuje, pa naše okolje potrebuje, ampak je to projekt, ki ga pravzaprav narekujejo tudi vse usmeritve Evropske unije. Društvo invalidov Ščrešnjevca je v sklopu projekta Občina po meri invalidov organiziralo srečanje z naslovom Podarimo uro sreče, na katerega so povabili društva in zavode v občini, ki so neposredno vpeti v delo z osebami s posebnimi potrebami in z invalidi. V slovenjebistriški občini delujeta dve društvi invalidov, in sicer na Črešnjevcu ter v Slovenski Bistrici, društvo Sožitje, Varstveno-delovni center Polž ter osnovna šola Minke Namestnik Sonje. Projekt Občina po meri invalidov želi združiti vse zavode in društva ter invalidske organizacije, da bi z aktivnim delovanjem in sodelovanjem ustvarjali take razmere, v katerih bodo invalidne osebe in ljudje s posebnimi potrebami obravnavani kot polnopravni državljani. Občina pa mora zagotoviti, da se bodo lahko vključevali v vse procese odločanja. Na srečanju je želel organizator, Društvo invalidov Črešnjevec, še bolj spodbuditi ustvarjalnost članov društev in zavodov ter invalidskih društev in dokazati, da tudi ljudje z nekaterimi omejitvami veliko zmorejo in znajo. Tako so lahko udeleženci v uri sreče prisluhnili deklamacijam, pesmim in plesu, zvoku harmonike in glasbeni skupini iz društva Sožitje, Varstveno-delovnega centra Polž, osnovne šole Minke Namestnik Sonje ter društev invalidov iz Slovenske Bistrice in z Črešnjevca. Parlamentarne volitve 2014. V sredo 18. junija je občinski odbor Slovenske ljudske stranke Slovenska Bistrica na kmetiji Veliher na Klopcah pripravil tiskovno konferenco, na kateri se je predstavila kandidatka Slovenske ljudske stranke v drugem volilnem okraju Slovenska Bistrica na predčasnih državnozborskih volitvah 2014, Polona Lipoglav. Zakaj kandidiram? To vprašanje so mi postavljali v zadnjem času kar pogosto in sem se potem osredotočila na tri bistvene točke. Prva je ta, da pokažem, da mi kot predstavnici mlajše generacije ni vseeno,
kakšno državo bomo pustili našim otrokom, vnukom. Potem drugič, ker mi ni vseeno za status starejših, ki se poslabšuje iz leta v leto, in pa da nagovorim ljudi, da je potrebno iti na volitve in izraziti svojo voljo, saj lahko le na tak način potem neposredno vplivamo na našo prihodnost. Zdaj v medijih je v preteklih dnevih že bil predstavljen okvirni program Slovenske ljudske stranke. Jaz bom na kratko povzela 6 ključnih točk, ki izhaja iz novega razvojnega modela Slovenije. In sicer ključni poudarki so na tem, da bomo postali strateški partner slovenskemu gospodarstvu. Eden izmed teh ukrepov bo ta, da bomo uvedli novo dohodninsko lestvico, s katero bomo znižali davčno obremenitev dela. Nadalje bomo spodbudili internacionalizacijo podjetja in turizma s poudarkom na malih in srednjih podjetjih. Najboljša sociala so nova delovna mesta. Tukaj se bomo lotili reform delovnopravne zakonodaje, ki bo omogočala fleksibilno zaposlovanje. Odpuščanje kot tako bo vezano le na objektivne razloge, odpravili pa bomo tudi razbremenitev oziroma zaposlitev za določen čas. In kar je najpomembnejše, ustvarili bomo pogoje za zaposlitev mladih. Vsi vemo, da je Slovenija izredno bogata z vodo, lesom in nevsezadnje tudi s hrano. Zato bomo povečali prehransko samooskrbo kot ene temeljnih dejavnikov naše suverenosti. Voda bo ostala javna dobrina, ki jo bomo uporabili za povečanje energetske samooskrbe. Kot je že gospod dr. Ivan Žagar povedal, je zelo pomembno, da se začne Slovenija nekako enakomerno razvijati. Tako bomo na teritoriju upravnih enot vzpostavili medobčinske uprave kot regijske centre in nanje prenesli potem pristojnosti, kar se tiče urejanja prostora, socialnega varstva in kmetijstva. Postati želimo tudi uporabnikom prijazna in učinkovita država. To pomeni, da bomo udejanjili priporočila Evropske komisije, reformirali bomo javne finance v smeri programsko oblikovanih proračunov in kar je najpomembnejše, skrajšali bomo postopke v pridobivanju gradbenih in drugih dovoljenj na maksimalno 6 mesecev. In pa nazadnje bomo sprejeli vse ukrepe za vzpostavitev načina ničelne tolerance do korupcije. Sama pa se bom zavzemala za odpravo birokratskih ovir, saj nam te onemogočajo odpiranje novih delovnih mest. Ob tem je predsednik občinskega odbora SLS, dr. Ivan Žagar, nanizal tudi nekaj osnovnih izhodišč volilnega programa in aktivnosti za državnozborske volitve. Tako za našo kandidatko, tudi sicer za listo Ljudske stranke, lahko rečem, da so na tej listi ljudje, ki znajo te rešitve iskati, ne samo iskati, ki jih poznajo, in sem prepričan, da z neko zdravo kmečko pametjo in če tega bo več, pa nas bo tudi marsikateri problem hitreje in enostavno rešen. Kandidatka SLS za državnozborske volitve, ki bodo 13. julija, Polona Lipoglav, je bila rojena leta 1984. Po poklicu oziroma izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica in je zaposlena na občini Slovenska Bistrica. Bila je tudi predsednica podmladka Slovenske ljudske stranke na lokalni ravni. Parlamentarne volitve 2014. Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Policisti so obravnavali 9 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin in 2 poškodovanji tuje stvari. Videž. Neznani vlomilec je hotel vlomiti v stanovanjsko hišo, vendar mu to ni uspelo, je pa nastalo za 300 evrov škode. Globoko ob Dravinji. Tudi tukaj sta neznana vlomilca vstopila v hišo, vendar so ju zalotili, zbežala sta s kraja dejanja, zaradi vloma pa je nastalo za 100 evrov škode.
Oplotnica. Iz nezaklenjene garaže je neznani storilec odpeljal štirikolesnik z oznako Maribor JZ 46, moško kolo in voziček z orodjem. Lastnik je oškodovan za 3500 evrov. Slovenska Bistrica. Z parkirnega prostora je izginil Renault Megane Caravan temnomodre barve in z registrskima tablicama MBKA 502. Lastnik je oškodovan za 7000 evrov. Na objektu srednje šole je nekdo poškodoval okenski žaluziji in varnostno kamero. Škoda je za 500 evrov. Policisti so obravnavali še 15 prometnih nesreč. Zaradi kršenja cestno-prometnih predpisov so podali 2 obdolžilna predloga, izdali 25 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji. Zaradi kršitev javnega reda in miru so posredovali 6-krat in obravnavali še 2 manjša požara. Športno zvezo občine Slovenska Bistrica bo tudi v prihodnjih 4 letih vodil Bojan Fajs. Drugi zaporedni mandat so mu člani zveze zaupali na volilni skupščini, ki je bila v četrtek 12. junija v prostorih Zavoda za šport Slovenska Bistrica. Za novega starega predsednika je glasovalo 23 prisotnih. 5 pa jih je svoj glas namenilo Fajsovemu protikandidatu Ediju Plevniku. Ste pričakovali takšno zanesljivo odločitev? No, jaz mislim, da sem. Moram reči, da se je opazilo delo, ki smo ga čez ta 4 leta delali. Ljudje so to videli, športna društva oziroma klubi, ki so znotraj športne zveze, so akceptirali program, ki smo si ga zastavili pred 4 leti, ki ga sprovajamo in seveda na nek način ponašamo ime športne zveze v občini. Ljudje sprašujejo, kaj je in se tudi aktivno vključujejo v programe športne zveze. Ravno te dosežke zadnjih 4 let ste tudi nekako izpostavili na tej volilni skupščini, na kaj ste še posebej ponosni in seveda v katero smer boste nadaljevali vaša prizadevanja? No, delovanje športne zveze občine Slovenska Bistrica je predvideno v 3 programih. To je najprej kvalitetni in vrhunski šport, tekmovalni šport, drugič je športna rekreacija in tretjo je delo z mladimi od vrtca, osnovne šole in srednje šole naprej. Slišali pa smo tudi, da boste v Bistriškem gradu uredili športni kotiček. Ja, to je ideja, ki je zrasla v glavah naših športnikov. Moram reči, da smo to, ko smo se s tem projektom povabili ali pa na nek način seznanili našo športno in pa seveda bistriško javnost, smo dobili takoj pozitivno odziv strani občine Slovenska Bistrica in seveda Zavoda za kulturo občine Slovenska Bistrica. Želimo, da ta športni kotiček v gradu Slovenska Bistrica, ki je na nek način kulturno in pa seveda športno središče in pa privablja obiskovalce širom Slovenije in iz tujine. In smisel tega je, da se uspehi bistriškega športa pojavljajo v takšnem delu in seveda, da ta del vidi širši del ljudi. Ob koncu še nekaj besed o denarni podpori lokalne skupnosti. Kot ste dejali tudi na tej volilni skupščini, ste zaenkrat pravzaprav zadovoljni s to podporo? No, naše delo se tudi opaža v tem, da nam prisluhnejo, da je proračun, seveda želimo več, kajti potreb je znatno več, vendar se zavedamo, da okoliščine so pač takšne, kot so in smo zadovoljni, da recimo dobimo denarja toliko, da lahko na nek način ne normalno, ampak približno normalno delujemo ob seveda znatni pomoči sponzorjev, znatni pomoči staršev, posebej v mlajših skupinah, v klubih in društvih in seveda na nek način tudi z entuziazmom ljudi, ki delajo v teh klubih, športnih sredinah in vzgajajo mladi kader, da seveda pridejo do tiste svoje veljave v športu, ne na ulici ali v kje drugje. Bistriški športniki in športnice so tudi v prvi polovici tega leta dosegli izjemne uspehe na domačem in mednarodnem prizorišču.
Še posebej so se izkazali predstavniki Atletskega društva Slovenska Bistrica, Judo kluba Impol, Boks kluba Slovenska Bistrica, Alpinističnega kluba Slovenska Bistrica, Kegljaškega kluba Impol, Tvirling kluba Sašo Slovenska Bistrica, Šahovskega kluba Impol Slovenska Bistrica, Strelskega društva Impol in sekcije U13 nogometnega kluba HMI Slovenska Bistrica. V ta namen je občina Slovenska Bistrica v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Slovenska Bistrica in Športno zvezo Slovenska Bistrica za odlične športnike in športnice v sredo 18. junija pripravila sprejem v Bistriškem gradu. Jaz moram reči, da sem zelo vesel, ko vidim, da naši športniki dosegajo rezultate, ki so pravzaprav primerljivi z celo našo državo. Mislim, da imamo tudi dosti večja mesta kot mi, pa ne morajo dosegati tako rezultate kot mi. Jaz skozi pravim tem našim športnim delavcom, ki se res vrhunsko trudijo, se izobražujejo, vse živo delajo v bistvu za stonj, brez plačil, da naj izkoristijo trenutno miselnost občine, ki je naklonjena športu in pa športno infrastrukturo, ki je takšna, da lahko trenira vsakdo od najbolj vrhunskih športnikov svetovnega formata pa do teh U8 malih. Tako da možnosti so, treba je delati in mislim, da rezultati ne bodo izostali. Glede na napore, ki jih vlagajo športniki in njihovi trenerji, je seveda prav, da tudi prirejate takšne tovrstne sprejeme. Ja, jaz mislim, da je treba to kar nadaljevati, ne. Po mojem bo treba mogoče še malo selekcionirati glede na širino, ki jo na to vabimo, sicer je to tako, ne, mladi, tisti, ko so res najbolj te mladi, so veseli vsakega uspeha, ki je na nivoju, bom rekel, že nogometne zveze tu ali pa nogometne zveze Maribor ali pa kakorkoli, to je že uspeh, so najboljši v tem svoji kategoriji in je njihov, bom rekel, pristop k treningu in pristop k delu dosti bolj pozitiven, ne. Mi smo pa stalno, jaz sem rekel, že star športni delavec, jaz trdim, da je treba mlade ljudi, ne bom rekel dobesedno zastrupiti, ampak treba jih je navdušiti za to, da bojo šport vzeli kot svoj način življenja. In jaz vidim, da se to v bistvu se kar dogaja, ne? Ker zdaj, če pogledamo mi na športnika leta in pogledamo take sprejeme, da se vidi, koliko teh mladih ljudi je posebno aktivno vpetih v tekmovalni šport, pa še to jih ni niti 20% tistih, ki res tekmujejo, ne. Tekmujejo tudi taki, ko niso sami državni prvaki, ampak mi potem, ko začnemo mi izbor delati, pa vidimo, da jih pride 50 takih, ko so čisto na vrhu. In hvala Bogu, da je tako. Bistriški športniki in športnice nas pravzaprav razvajajo iz tedna v teden, dosega vrhunske dosežke, tako je bilo tudi v tej prvi polovici leta. To pa nikakor ni naključje, zagotovo je tudi posledica ustrezne športne infrastrukture, dobrega dela v klubih in nenazadnje tudi podpore občine. No, jaz moram reči, da glede na te rezultate, ki jih dosegajo, bi lahko upali trditi, da je Bistrica pa res tako mesto kot občina, športna občina. Zdaj naprej seveda tudi iskrena čestitka vsem od tistih najmlajših generacij pa do tistih, ki so že tako rekoč v profesionalnih vodah za njihove izjemne rezultate, tudi za promocijo naših mesta in krajev širom po Sloveniji, pa praktično preko meja. Gre tudi seveda zahvala vsem tistim, ki pri tem sodelujejo. Vemo, da brez trenerjev, brez tudi, če hočete, sponzorjev, predvsem pa brez domačih sponzorjev, torej staršev, tudi teh rezultatov ne bi bilo. In moram reči, da smo seveda zelo ponosni na te naše športnike in je tudi res, da tudi s temi svojimi rezultati na nek način opravičujejo vsa ta sredstva, ki so bila vložena v preteklosti v športno infrastrukturo. Mi poskušamo seveda tudi praktično vsako leto še nekaj dodatno postoriti, tudi pridobiti dodatna sredstva recimo iz olimpijskega komiteja, tako da bo nekaj dodatno na športni infrastrukturi narejeno tudi v letošnjem letu. Načrte so pa seveda tudi za prihodnje in jaz samo upam, da bomo lahko tudi na tem delu sledili tem trendom. Sicer pa, ko govorimo seveda o športnem delu, je treba poudariti tudi to in mislim, da je to zasluga seveda teh naših športnikov, da so pri nas, pa da se pri nas odvijajo številna močna prvenstva, praviloma državnega in meddržavnega nivoja, praktično v vseh panogah. In če samo recimo omenim to, kar se zdaj dogaja ali pa pripravlja, v tem trenutku poteka svetovni pokal na robu občine, torej na Pragerskem, v streljanju z
z puško oziroma puškami in pištolami. In pa tudi recimo na kolesarskem področju je tako imenovana kraljevska etapa tudi organizirana v naši konci, kar je nazadnje tudi zasluga vseh športnih delavcev. Tako da jaz lahko samo še enkrat športnikom čestitam in jim želim, da tudi v drugi polovici leta nadaljujejo to svoje delo. Tudi sicer je pa seveda šport izjemno pomemben, ne samo v tem športnem smislu, gre tudi za druženje, gre za nek način zdravega življenja in tudi skozi šport, sem prepričan, se odlikujejo celovite osebnosti, ki se znajo potem ustrezno odzvati na kakršnekoli težave, ki nastajajo v življenju. In če bi bilo tega sicer generalno gledano zdravega športnega duha več prisotnega v naši družbi, bi tudi bil marsikateri problem manjši ali ga pa sploh ne bi bilo. Spoštovani, informativna oddaja slovenjebistriške lokalne televizije se je iztekla, vstopamo pa v poletje. Čeprav ga tu in tam ni čutiti, konec tedna pa bo zaznamovala v mestu kopica prireditev, zato previdno na cesti in naj se vam ne mudi, če želite priti tja, kamor ste namenjeni. Pa srečno!